Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na 11. redni seji so se v sredo zbrali kranjskogorski občinski svetniki in svetnice. Sprejeli so prvi rebalans letošnjega proračuna. Na prihodkovni strani namreč predvidevajo dvig za skoraj 590 tisoč evrov. Višje so najemnine za komunalno infrastrukturo, višje je sofinanciranje investicij po zakonu o financiranju občin ter znan tudi točen znesek dohodnine in finančne izravnave. Predvidevajo tudi prihodek za naravne nesreče za obnovo gozdne ceste Erika Krnica. Na podlagi realizacije preteklega leta pa ocenjujejo višjo turistično takso, koncesijske dajatve od iger na srečo ter davek na promet nepremičnin. Tudi prihodek od prodaje zemljišč na podlagi plana je višje ocenjen. Sredstva bodo med drugim namenili za obnovo cest, dodatno ureditev topolina, ureditev trgov ter nekaterih poti za pohodnike. Otroška gledališka predstava Mularija brez Wi-Fija v izvedbi Mladega Dovškega odra je bila v petek na ogled v Kulturnem domu na Dovjem. Mentorica mladih je Leona Gomboc. Ne vem, kako si lahko kremo pozabil. Ej, pohajca! Upam, da imaš prej za komarje klientov komarjev. Tole za mano je Mularija, gledališčniki iz osnovne šole Mojstrana, ki so se celo leto družili skupaj z mano tukaj na Dovškem odru in se igrali improvizacijo, tako kot vsako leto, letos že 3. leto zapored. Otroci so bili zelo pridni, zelo inovativni, zelo ustvarjalni in seveda je spet nastala nova predstava z naslovom Mularija brez Wi-Fija. Poanta vsega skupaj pa je bila, da so otroci letos razmišljali o tem, kako bi bilo, če bi jih starši za en teden poslali na kamp, kjer seveda ne bi imeli možnosti dobiti telefona, niti računalnika in kjer seveda tudi ni Wi-Fija. Predstava je zelo uspešna, dramaturg in režiser Matjaž Loboda jo je tudi prišel pogledat na eno vajo in nas tudi uvrstil na Kekčevo srečanje. To je regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, tako da se že veselimo tega nastopa v gledališču Tone Čufar v četrtek 7. aprila. No, v torek 5. aprila pa skupina gostuje na ljubljanskem odru Mladinskega gledališča in sicer na srečanju vseslovenskih gledaliških skupin na festivalu otroških gledaliških sanj. Mi se zelo veselimo teh naših novih podvigov, predstava je uspešna, zanimiva, zabavna, tako da vas že sedaj vabimo, da nas nekje ujamete in se skupaj z nami veselite, seveda brez Wi-Fija. Jaz sem Janka, Škofja Loke. Okej. Naprej? Naprej. Ja, naprej! Debil! Marš nazaj! Otroška dramska skupina Vandotki, ki deluje pod okriljem Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora, pa je včeraj na odru Ljudskega doma premierno uprizorila predstavo Kosmata žaba. Režijo je prevzela Metka Frelih. Trenirati smo začeli šele, bom rekla, konec novembra, potem je bil december tudi še tako samo kakšna vaja, 2, na kar smo začeli zares, tako vaje z januarjem. Enkrat na teden, po 2 uri pa pol in vaje so potekale izredno fajn, intenzivno sicer, ampak jaz sem neizmerno uživala na popolnoma vsaki vaji, tako da mi je bilo zelo fajn in danes smo na cilju. Koliko so Vandotki stari? Vandotki so stari, koliko so stari, zdaj si me ujela, ampak bom rekla, od 5. do 9. razreda so otroci. To 2, 9. razred, potem pa tako malo po štenkcah dol. Kako poteka podeljevanje vlog?
Poteka pravzaprav po nekem globjem premisleku, ko jaz otroke preko nekih vaj, predhodnih vaj, ko še jaz pojma nimam, kaj bom delala z njimi, ko jih začutim, kam, kdo, kateri, kaj mu bolj leži, a mu bolj humorno, a mu bolj resno, a so bolj resni. Skratka, kako odpirajo usta. Skozi vse to jaz potem na koncu razdelim vloge, ko se odločim za tekst, ne, in pa še takrat dam vedno odprt prostor otrokom, da imam pravico in možnost tudi zamenjati kakšne vlogici, tako da ne bi prišlo do kakšne užaljenosti, prizadetosti. In moram reči, da sem kar mogoče zadela, no. In otroci so bili tudi pripravljeni na kakšno zamenjavo, če bi bilo treba. Kaj pa vsebina igre? Čeprav je vsebina igre na prvo branje zelo preprosta, ko si neka žaba ali pa kdorkoli v našem življenju, želimo biti lepši, bolj suhi, ne vem kaj, ne, vzorniki so nam vsi ti hollywoodski verjetno ali pa manekenke. Je pravzaprav sem najdla globji smisel tega, da najdemo lepoto v sebi samem. Ko smo zadovoljni sami sabo, takrat nam je čisto vseeno, a imam jaz na glavi Diorjev klobuk ali pa, bom rekla, čist tako frizuro, ki ni za kamer, ne? Ampak če sem jaz notranje zadovoljna, je to in to izžarevam na ven in noben ne opazi, da nimam Diorjevega klobuka. Mi smo dobre gostne vile, jezeru smo se umile, sonce greje nam dlani, veter nam lase suši. Igra je zabavna, a hkrati poučna. Žaba Rega namreč ni zadovoljna s svojim izgledom, zato se odloči, da si bo spremenila zunanji videz. Prepričana je, da jo bo sprememba videza osrečila, a razočarana žaba ugotovi, da je najlepša taka, kakršna je bila pred čarovnijo. Nobena žival v gozdu ne sme biti nesrečna. Tega nikakor ne prenesemo. Ampak jaz sem nesrečna in to zelo nesrečna, prav nesrečna. Nemogoče. Le kako si lahko nesrečna? Prav luščkana mlada žabica si. Si mogoče bolna? Pa nisem bolna, zamorjena sem. Kako zamorjena? Pač zamorjena, še spat ne moram več. Uboga žabica, kakšne težave pa imaš? Ti lahko kako pomagamo? Joj, moji lepi vili, kako naj vam to razložim? Ugotovila sem, da so vse živali lepše od mene. Pa so, nekatere imajo pisano perje, druge pa prekrasne kožuhe. Zaradi moje zelene kože se mi na skrivaj vsi smejejo. Grozno sem nesrečna, ker sem samo ena navadna zelena sluzasta žaba. Pa želiš postati kosmata kot medved in opirjena kot ptič? Ja, kožuh bi rada in pisano perje. Povejva nekaj o otroški skupini Vandotki, koliko članov šteje, koliko časa obstajajo, kaj vse delajo. Vandotki štejejo letos 12 igralcev, potem pa sta tu za pomoč še 2 tehnika, eden iz osnovne in eden v bistvu že iz srednje šole, ki je tudi naš tehnik odrasle dramske skupine. Letos so ustvarili novo otroško predstavo, beseda 2 o njej. Ja, letos so pod okriljem Metke Frelih naredili novo igro Kosmata žabica. Zelo zanimiva, poučna predstava za vse mlade ljubitelje gledališča, predvsem predstava zelo primerna za vrtec in 1. in 2. triado osnovne šole. Kje vse se jih bo še dalo videti? V ponedeljek grejo že v Ljubljano na festival gledaliških sanj. Prav tako bo do 23. aprila nastopili v abonmaju otroških gledališč, ki je tukaj v Ljudskem domu. Potem pa bomo še videli, kako se bomo lahko dogovorili z ostalimi šolami in skupinami. Vsekakor pa bodo v naslednjem letu, to se pravi jeseni, nastopili kar na nekaj abonmajskih predstavah pri naših prijateljih, ki gostujejo tudi pri nas. Kako se je ta otroški abonmat v Ljudskem domu prijel?
Ja, z otroškim abonmajem smo zelo zadovoljni. Na začetku smo bili malo skeptični, kako bo, kako se bodo otroci odzivali, vendar moramo reči, da je odziv otrok zelo velik in se bomo trudili tudi vnaprej, da pripravimo res prijetne predstave tudi za naše najmlajše ljubitelje gledališča. Če se dotakneva še odrasle igralske skupine, 3x da, predstava zelo dobro sprejeta. Kje vse ste se z njo že pokazali? Ja, 3x da smo največkrat odigrali seveda doma, pred domačim občinstvom. Bili smo že v Velenju, tudi v Pirničah, kar nekaj gostovanj imamo še napovedanih. Bomo pa bolj ali manj z njo gostovali v jeseni in v naslednjem letu, ker zdaj je sneg odlezel in je čas za delo okoli hiše. Las občine Kranjska Gora si že od začetka svojega delovanja prizadeva, da bi v okolju, kjer deluje, spodbudil prebivalce k zdravemu načinu življenja. Zato so tudi v letošnjem aprilu, v katerem 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja, pripravili brezplačno kopanje za občane kranjskogorske občine. 3-urni vstop je bil mogoč včeraj v Wellnessu Špik v gozdu Martuljku. Vstop je bil prost na podlagi predloženega osebnega dokumenta, s katerega je bilo razvidno stalno prebivališče v občini Kranjska Gora. Člani in članice Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora so se včeraj še zadnjič v letošnji sezoni zbrali na domačem terenu na kranjskogorskem smučišču in končali letošnjo uspešno zimo. Seveda ni šlo brez tekme, ki ji je sledila okusna malica. Zadnji kriterij snega, se pravi 2. april, vidite, da je snega že samo še za vzorc. Temperature so bile visoke, tako da zaključek smo naredili klubski, tako kot ga vsako leto naredimo. Je bilo kar številčna udeležba, mislim, da je bilo 77 tekmovalcev na progi. Majhen drgat smo postavili, majhen slalomskih količkov, majhen veleslalomskih, tako malo za zabavo, bolj za otroke, pa jasno, da druženje. Dan, vidite, je sončen, tako da bo po moje potekali kar dolgo v popoldne vse skupaj. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. 12. redna seja občinskega sveta občine Bohinj bo v četrtek ob 17. uri v sejni sobi občine Bohinj. Na dnevnem redu so med drugim odlok o plovbnem režimu v občini Bohinj, imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj in predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj. Sejo bomo prenašali tudi na naši televiziji. Jutri ob 18. uri bo v Domu Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku predavanje z digitalno fotografijo avtorice Katarine Kos. Naslov predavanja pa je Po poteh Transsibirske železnice, prvi del. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo skupaj s sodelavci v sredo poslovala v občini Jesenice. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bodo v sredo ob 18. odprli gostujočo muzejsko razstavo Peče in rute, pokrivala slovenskih žena. 22. Kekčevo srečanje, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Gorenjske, bo v sredo in četrtek potekalo v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Izbor predstav je po ogledu območnega nivoja srečanja pripravil regijski strokovni spremljevalec Matjaž Loboda. V petek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na ogled film, ki je na 10. festivalu gorniškega filma prejel nagrado za najboljši film o gorski naravi in kulturi. Naslov je Afganistanska zima. Potopisno predavanje Vdih jugovzhodne Azije bo v soboto ob 18. v prostorih Društva mladih Kranjska Gora.
Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča člane, da bo kopalni izlet v Dobovo v četrtek 21. aprila. Odhod avtobusa bo ob 7. uri zadnje postaje na Hrušici. Prijave sprejemajo v pisarni društva v času uradnih ur po telefonu številka 04 583 28 73 ali pa 040 767 886. Toliko torej v današnji kroniki tedna. Naj vas spomnimo še na en dogodek. 31. marca je namreč minilo 50 let, odkar je v dolino peljal zadnji vlak. Ob 30-letnici tega dogodka smo na naši televiziji pripravili tudi posebno oddajo, ki vam jo pokažemo nocoj po kroniki tedna ob 20. Nato pa bo sledila še oddaja Kronika tedna iz leta 1996, kajti začeli smo tudi obujati naše arhivske posnetke. Ostanite torej z nami še naprej, lep večer želim.